Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole, ura je prava, da odpremo vrata Sorine radijske klepetalnice na stežaj in v naši družbi pozdravimo Anžeta Tomšiča, barmana iz Škofje Loke, ki s pravimi kombinacijami in atraktivnim mešanjem pijač navdušuje ljubitelje koktejlov doma in po svetu. O ustvarjalnosti barmanskega poklica, izzivi gostinstva in nepozabnih večerih v grajski kavarni Škofja Loka, ki bodo razvajali duha in telo, bomo z Anžetom klepetali v nadaljevanju. Anže, dobro jutro, dobrodošel v naši družbi. Kako si? Ja, super, dobro jutro vsem vam tukaj v studiu in pa predvsem našim poslušalcem na valovih Radia Sora. Ja, lepo, da si prišel tudi v našo družbo, da nam predstaviš svoje delo, pravzaprav svoj način življenja, kar barmanstvo zagotovo je. Kako specifičen, kako poseben pa je poklic barmana, kako drugačno je tvoje delo? Ja, danes je ta poklic že kar lepo sprejet, je pa res pred 10-12 leti, ko sem jaz sam začenjal, je pa ta poklic sploh še ni obstajal kot samostojni poklic v Sloveniji. Je drugačen, jaz sem tudi velika dubo pod nos, resno službo si najd, tako da vsak začetek je težak. Danes pa je barmanov zelo velik in smo zelo iskan kader. Dobrih 10 oziroma tam nekje 15 let, če sem našla pravi podatek na spletu, si ti del barmanskega sveta. Kaj pa je bilo tisto, kar te je pravzaprav vleklo v svet mešanja pijač, v svet, lahko rečeva, tudi žongliranja, akrobatike in še marsičesa? Ja, v resnici sam nisem nikoli mislil, da bom pristal na tej strani alkohola, jaz rečem, ampak jaz sem po izobrazbi elektrotehnik. Med študentskimi leti sem zaplaval v gostinske vode in predvsem, ko me je vlekel naprej, je bilo moje neznanje. Mene je zanimalo, a gre limonov viski ali ne, a gre led v viski ali ne, a gre limonov jegre ali ne, take stvari nisem vedel in potem sem se odločil, da si bom prvošel en tečaj za barmana, ki je v bistvu tudi osnove gostinstva pa strežbe, in ko sem prišel jaz v to barmansko šolo, ki je takrat še obstajala v Sloveniji, sem stopil noter, videl fante, ki mečejo flaše, to je bil trigger, to je bilo konc. Jaz nisem mogel domov brez, da bi kakšno flašo kupil to za trenirati in začel metati flaše. Mene je predvsem na začetku neznanje, potem pa ta šov, to mi je bilo nekaj norega. Nisem mogel iti mimo, da ne bi se naučil, da ne bi probal. Da ne bi poskusil, da ne bi tudi sam usvojil tega znanja. No, zdaj mimo grede, koliko tekočih, koliko steklenih žrtev je bilo potrebnih, da so potem flaše letele naokrog tako, kot morajo? Ja, v resnici za trenirati obstajajo flaše iz polikarbonata, ki naj se ne bi razbile, razbijemo tudi to, če smo vztrajni. Jaz sam sem raje treniral s steklenimi, pa sem zaščitil okoli sebe. Začneš na travi, ki je najcenej, pol si kupiš kakšno gumo za podlago, zaščitiš kakšen Armaflex čez okna, čez stene. V moji sobi, najstniški, ki sem bil še doma, ni več parketa. Ampak, ja, kar nekaj stekla se razbije, je pa tako, da jaz zagovarjam to, da tiskaj zares to si upa uporabljati v šanku, mora uporabljati pravo stekleno flašo, tiste polikarbonate so pa za trenirati, pa za vaditi. Tako, za začetek, da ostanejo vsi živi, celi in neporezani, ampak kot smo lahko videli, kot smo lahko brali tudi ob tvojih uspehih, je takšna žrtev več kot vredna. No, preden greva k samim koktejlom, še ena dilema. Zdaj eni pravijo, da je prav koktejl, drugi, da je prav koktajl. Kako pa pravite barmani vsem tem zmešanim pijačam? Ja, v resnici je koktejl beseda kot sama prevzeta iz tujine. Tako da pri nas uporabljajo vse. Koktejl, koktajl. Jaz sam največkrat to uporabljam kar angleško koktejl s C-jem vmes, ker vsa naša oprema ima imena iz angleščine. Vse naše stvari so prevzete iz tujine in te naše slovenske včasih malo smešani spadajo. Če ti rečeš madler, ki ga uporabljaš vsak dan, mi rečemo temu pestilo. Skoraj malo težko in glede na to, da generacije, ki se ukvarjamo s tem, nam je nekako angleščina že dosta blizu, uporabljamo kar angleške izraze, ampak za to besedo koktejl
pa so kar vse dovoljene. V bistvu zasledimo vse, jaz sam sem se dobesedno odločil za eno, ki jo uporabljam in kar skozi tisto, da ne mešam malo vsakič svojo. Tako, da se ve, pri čem smo, predvsem pa je bolj pomembno kot samo poimenovanje tisto, kar potem dobimo v kozarcu. Kako je z mešanjem, kje je meja domišljije, kako je s kombinacijami, obstaja nekje nek zaključek ali je tam ne bo pa konec? Ja, jaz upam, da nekega konca ne obstaja, oziroma zanimiv že v teh letih, odkar se jaz ukvarjam z barmanstvom. Začel se je s temi v 80-ih, s tistimi pisanimi koktejli modri, ki so še danes prisotni v hotelih. Vsi, ki greste na dopust, veste, kva vam ponudijo. Jaz rečem 2 žlice cukra. Pa marelco. Ja, marelco, dekoracijo, tako, ki sploh nima nobene veze s tem koktejlom. 3-4 slamce, meter dolge, to v bistvu za nekega barmana, ki je danes na tekočem, je tako, ok, ne. Danes smo zaplavali v visoko kulinarične postopke, ki jih uporabljamo v koktejlih. Danes delamo postopke, ki jih delajo kuharji, uporabljamo, rečejo sustainable, to je, da vsako stvar uporabiš 3-krat. Jaz tudi rečem, da smo to Gorenci itak izumili. Varčevanje sestavinam, da je eko, bio iz lokalnega, da poskušamo naše stvari predstaviti v širšem svetu, našim gostom, da ne rabimo kufati stvari oddaleč, ampak same mešance, pa to je pa, kolikor imaš domišljije, toliko lahko narediš, in meni je prav to zanimiv. Bolj je koktejl zakompliciran, drugačen, jaz uporabljam besedo neumen, da res spraviš nekaj takega noter, ki ni običajno, se mi zdi pa toliko boljši. In verjamem, da bomo o kakšnem takšnem rekli več prav kmalu. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Na stežaj danes odpiramo vrata v svet barmanov in ugotavljamo, kaj vse pravzaprav počnejo, kako adrenalinski, zanimiv in privlačen je barmanski poklic in kaj vse nam Anže Tomšič, flair barman iz Škofje Loke, lahko ponudi v okušanje. Anže, prej smo naredila eno tako kratko, hitro predstavitev, zdaj pa morda besedico ali dve več o barmanstvu kot takem. Zdaj rekla sem, da si flair barman iz Škofje Loke. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, obstaja več zvrsti barmanov. Glavni sta dve zvrsti in eno je klasično mešanje, klasična priprava koktejlov, druga pa flair. Flair je v bistvu atraktivno mešanje koktejlov. To je tista, mogoče meni sploh malo bližje, pa tudi, kakor porajtam našim gostom, tiste, ki flaše letijo po luftu, ki se malo vrtijo šejkeri, da se dogaja. Moramo biti pozorni, da tako pri klasičnem kot pri flair mešanju je rezultat izdelek koktejl. Zaradi tega, ker mi mečemo malo flaše, se ne moram jaz malo politi po hrbtu, pa zato gost dobiti malo manj alkohola v koktejlu ali pa malo drugačne recepture se moraš držati, mora biti taka, kot je, tako da zmeri stremimo k tem, da izdelek je koktejl, to je pa tista pika na i, ki nam prenese energijo v baru, v šank, pa med goste. Pa da še malo adrenalina. Zdaj, če sem prav prebrala, Tom Cruise je pravzaprav kriv za tole, da si se ti nekako zares posvetil tudi tej adrenalinski različici barmanstva. Ja, v bistvu je Tom Cruise navdušil marskoga od nas. Prvo tekmovanje v flairu, atraktivno mešanje na svetu, je bilo zaradi tega, ker so v bistvu iskali nekoga, ki bo naučil to Tom Cruisa za film. Se je to dosti pozno začel, dogajali so se prej nastopi, šovi, ampak ni bilo organiziran. Tom Cruise je pa tista pika na i, ki rečeš, ja, pismo, leta vzdušje, kaj se dogaja, in pa začneš probavati. In to je bolj tista usmeritev, da pa začneš ti iskati, pa ta beseda flair, da sploh veš, kva iskati po spletu, da lahko odkriješ te tutoriale, ostale, ki mečejo, ki ti, če napišeš metanje flaš, ne boš veliko najdel. Danes mogoče že, ampak ko sem jaz začel, še ni bilo tega veliko na internetu v slovenščini. In flair je ta zvrst, ja, ki v bistvu meni najljubša. Sam trg me pa pripeljal do tega, no, da se pač tudi poslužujem sestavljanja svojih receptur, pa
tako naprej. Pa koktejlov, ki puščajo okuševalce odprtih ust. Zdaj, a se še spomniš prvega koktejla, ki si ga zmešal? Prvega, ki bi ga prav sam svojo recepturo naredil, ne vem, če vem za tekmovanje, ki sem ga delal. Je bil v bistvu tudi na osnovi kave, pa frangeliko, lešnikov, liker, pa to, ampak ga ne bi znal zdaj narediti. Vse je to 13-14 let nazaj bilo. Se pa spomnim koktejla, ki sem se vanga zaljubil na prvem tečaju in ga še danes, če rečem, če bi se mogel za enega odločiti, je to je Tom Collins ali pa Gin Fizz. To je v bistvu kot limonada z džinom, svež, lahek, sestavine imaš zmeri pri roki, džin, limonin sok, sladkor, gazirana voda. In ni to neka komplicirana zadeva, pa to je pa taka, da komod, ki prideš na sonček, na teraso se usedeš, spiješ, uživaš in predvsem je še zato, ker je to enostaven. Je to en tak poletni koktejl, recimo, ki bo pasal zdaj v prihajajočih dneh? Ja, letos nam je že kar parkrat zapasil. Obstajajo tudi sadne različice, tako da jih je veliko. Ker smo pri teh recepturah koktejlov, se mi zdi zanimiva stvar, jaz zmeraj rečem, da najboljši koktejl v Sloveniji je fuzel. Tisti, ki ste kdaj šli v KMŠ ali pa nekaj taga, veste, o čem govorim. Za tiste, ki pa niste bili, pa gre za koktejl, kjer so tavžent rožo, limono in kokto zmešali v kozarcu za kumarce, ampak bomo ta velikmu literskemu, da niti ni lepo izgledal. Ampak zakaj jaz mislim, da je to najboljši koktejl? Zaradi tega, ker v bistvu ni težava narediti pitno recepturo vsem tem sestavinam, ki jih imamo mi danes. Mi danes lahko dobimo kvalitetne rume, viskije, vodke, džine, ampak narediti ti tavžent rožo pitno, toliko pitno, da je res velik, da se res to dela na maso in postrežeš jo v kozarcu, ker niti približen takrat ni pasu zraven. Ampak to se mi zdi, da je res nek produkt, izdelek. Da je nekdo naredil neko dobro idejo, sprovedel in je v bistvu do konca spelo. Tako, in naredil pijačo, ki je zaznamovala generacije. No, mimo grede, kako pa se koktejli spreminjajo glede na letni čas? A je to sploh pogojeno ali je bolj odvisno od tega, kaj nam trenutno pač paše? Ja, sami koktejli se spreminjajo na letni čas, tam, kjer uporabljamo pač aktualne sveže sestavine. Večina danes jih da dobiti kar celo leto. Je pa res, da se pač po zimi poslužujejo mogoče takih, ki imajo manj ledu, ki so na drugačen način pripravljeni. Tudi topli koktejli so moderni zelo. Poletnem pa še ta gora ledu, ohlajen, več tekočine, sveži. Ampak to ne pomeni, da mogoče si ne bi ti zvečer prvošel nekega kratkega koktejla, ki mogoče drži en deci tekočine. Pa ki pogreje, ne? Ker se včasih tudi polet zna ohladiti, sploh zadnje čase. Pogreje, če smo iskreni, je koktejl po definiciji so 3 sestavine. Prva od teh je alkohol, nekaj sladkega in nekaj kisuga. To ne bi bila neka osnovna receptura koktejla. Sicer se to že pri prvih malo podre, ampak pogreje pol vsak, že zato, ker ima not alkohol. Šlo se je predvsem za to, da so imeli slabe alkohole in so jih začeli popravljati, dodajati limetin sok, dodajati nek sladkor in tako so se razvili te koktejli, da so sploh začeli ljudje razmišljati, zakaj več ni dober šnopc. Da so spravili stvari v promet, ne? Zihar je bil Gorenc, ja? Ja, pa da so oni. Mi imamo kar srečo tukaj v Srednji Evropi, lahko dobiš ti že iz sadja dober spirit. Recimo že Skandinavci imajo te ječmen, pšenico, dobijo neko ubogo vodko, ki jo mora kar nekaj časa namakati, zoreti ali pa kaj takega, da so ugotovili, da je stvar bolj pitna. Mi pa lahko že iz naših hrušk jabolk naredimo kar dober spirit, ne? In ga potem postrežemo samega ali zmešanega na kakšen način, pa vam povemo prav kmalu, zato ne hodite daleč stran od valov Radia Sora. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora.
Tomšič, mojster koktejlov in barman ostaja v naši družbi. Ja, nekaj sva že povedala o koktejlih, o Anžetovi zgodovini in povezavi z njimi. Zdaj pa lahko greva k kombinacijam. Ne? Že prej si omenil, da so 3 sestavine tiste osnovne, ampak ko odpremo kakšno knjižico s koktejli, ki so na voljo, pa jih najdemo tam precej več. Kako je pravzaprav s samim sestavljanjem koktejlov? Ja, s koktejlom, če se lotimo neke nove recepture, zdaj, ko se bodo naši poslušalci pred poletjem za piknike pripravljali, vzamejo nek alkohol, neko osnovo, ki jo že imajo, zraven se dodaja neke slajše stvari, kot likerji, sirupi, sadni pire ali pa najboljše svež sadje, pa na koncu zalijejo z neko tekočino, ali je to sok, voda, gazirana voda, da dobijo pač pa iščejo ta prav razmerje, da dodajo led. Led ni samo zato, ker smo Gorenjci, pa ker šparamo, pa ker gostinci pa s kimi gradimo hiše iz ledu, ampak ohlajena pijača se med sabo ful lepš poveže. In so kozarci temu primerni, ali mi prešekamo z ledom, pa prelijemo v kozarc, ki drži 1 deci, ali mi postrežemo z ledom v kozarcu za 3 deci, tam je 2 deci tekočine, a je led cel ali drobljen, vse te stvari dajo nekaj temu koktejlu, ni to kar samo malo za brez veze, pa zato, ker lep zgleda. V glavnem, toliko cajt probavajo to recepturo, ta razmerja, da ugotovijo, kva jim najbolj paše, najdejo dekoracijo. Jaz pri dekoracijah zagovarjam, da ima neko povezavo s koktejlom, da ne damo zdaj, če imamo mi noter kokos ananas, zdaj damo pa marelico za dekoracijo, to nekako ni, čeprav srečam velikrat. Meni je fajn, da če je noter pač recimo pina colada, ki ima noter ananasov sok ali pa svež ananas, mi recimo uporabimo perje od ananasa, ki bi ga drugače vrgli stran, ki ga daš pa s klinčkom na koktejl, na kozarc, je pa res lep, uporaben, pa ga še zmeraj vržemo stran, ampak nekaj pridobimo z njemu. Tako, da piko na i sami pijači, ne? Poleg tega, da okusi v koktejlu štimajo, je še kako pomemben tudi sami izgled. Kako pa je pri kreiranju recimo novih koktejlov potem izbirati ta prav kozarc, ta pravo dekoracijo za zraven, da ima vse skupaj neko zaključeno zgodbo, ne, ki jo barmani tudi želite podati naprej? Ja, jaz sem zdaj opisal neko pripravo koktejla, tako res klasično domačo, osnovno. Tisti, ki se že malo več poigrate v kuhinji, boste pa poznali, mi danes malo bolj zakompliciramo. Mi aromatiziramo alkohol z maščobom, naredimo koktejl, ki ga boste pol tudi tisti v studiu lahko probali, ki ga v bistvu zmešamo koktejl, dodamo alkohol, citruse, sladkor v različnih oblikah, to zlijemo v mlek, da se sesir in pol precedimo skozi in v bistvu pride skoraj prozoren koktejl. To vse lahko tudi pri nas v kavarni probate. Hočem reči, da so pač koktejli res, postopki so se zakomplicirali, delamo, dodajamo, probamo dobiti okuse na različne načine. Predvsem se je to šlo zaradi tega, ker bi radi barmani spravili koktejle kot ob hrani, tudi food pairing, da ni samo wine pairing, zdaj je že kar nekaj menijev, ki ti ob hrani ponudi tudi koktejl. Sama izbira kozarcev pa ostalih stvari, pa pol v bistvu barman, ki naredi recepturo, se odloči, ugotovi, kakšen razmer je najboljši in kakšno količino tekočine ima. Vidi, a rab več vode, pol da drobljen led, a rab čim manj vode, da celo kocko, clear ice, prozorno kocko ledu, da se čim manj razvodeni in pol to pripravi en tak kozarc, da ima ta prav volumen, da se to lepo izide, dekorira in postreže. Velika to gledamo gostinci tudi na to, kva že imamo, kva delamo, pa kva je praktično. Na name so punce kar velikrat hude, ker prinesem neke hude kozarce v stroj, ki se prevrača že sam po sebi, še preden pride do kje, pa na koncu jih tudi jaz zamenjam, rajš, ko v bistvu jih še zmeraj jaz moram kupiti. Kako pa je potem samimi poimenovanji, ne? Zdaj, če rečeš džus vodka ali pa ne vem, nekaj takega domačega, zagotovo ne zveni tako zelo privlačno kot, kaj ti jaz vem, nekaj bolj eksotičnega. Ja, všeč me je, ker si omenila džus vodko. Džus vodka je posod po tujini screwdriver. Ime prodaja. Poznamo, da Uno on the beach
Mrzdo še danes takle pride, pa ne upa uporabiti besede, pa se trese, ampak mu je zanimiv. In bolj, kad ti daš zanimiv ime, bolj je tudi gostom zanimiv. Tukaj tudi malo pogledaš, za kakšno klientelo ti prodajaš ta koktel. Imaš ti zdaj študentski žur, pa prodajaš bingo bango z glavo štango brez presledkov, ali imaš ti nek malo bolj eliten dogodek, pa začneš neke, ne vem, kot so mi zdaj poimenovali Basil Bliss, ali pa Clear neki, take pač malo bolj lepe, elegantne imena. Tukaj predvsem zaradi tega, na koga ti ciljaš kot s prodajo, komu boš ponudil, ampak definitivno tisti z zanimivimi imeni, s foro ali pa z neko domačo besedo ali pa takimi bolj zažgejo. In Mrzdo ne pozna koktela. Mi, če smo iskreni, ko pridemo kaj noter, tam je meni, ki ima 100 koktelov, kva pa mi vemo. Malo pogledaš in če se ti en ime dopade, pol šele pogledaš, kva je sploh noter. Ko vidiš, kva je noter, rečeš, ok, to bi šlo. Velikrat se tudi ustrašimo, rečemo, ne, tle tekila, ne bi tega. Pa pol na koncu, ko probaš, rečeš, wow, sej v bistvu ni to taka tekila, kot se jaz spomnim iz srednje šole. Ja, iz tistih nekdanjih časov, kjer smo eksperimentirali in marsikaj novega okušali. No, prej si že omenil, da je tudi poimenovanje, ne samo mešanje koktejlov, odvisno od priložnosti. Kako pa nastajajo koktejli za posebne priložnosti? Ne? Ti si tudi barman, ki ga z velikim veseljem povabijo na poroke, na razne pogostitve, na razne dogodke z zaključenimi družbami, kjer imajo vendarle obiskovalci en tak posebej izbran okus ali pa izpostavijo kakšno, ne vem, posebno pijačo, s katero bi želeli imeti narejen koktejl. Kako pa je s takšnim kreiranjem koktejlov? Ja, v bistvu res je, moja prvotna stvar še danes je koktejl catering, pogostitve. S tem sem tudi začel v bistvu, jaz rečem, po nesreč. Na ta način smo približali gostom, naročnikom koktele. Včasih noben imel na poroki koktela. Naši starši je bil že fotograf redek. Danes je fotograf ena prvih stvari, ki rezerviraš, in jaz si želim, da bo tako tudi z barmani. Res gre v to smer. Če sem iskren, v veliki večini primerov jaz povem paru ali pa naročniku, kva bomo mešali. In pol oni malo zberejo, raž bi malo še tega dodal, tega spremenil, ok. In je to, ker v bistvu zaradi tega najamejo mene, da jim jaz to priporočam. Vse mi tudi ne govorimo o keramičarju, ker Limne uporablja. Poj pa za kreiranje ostalih receptur, pa največkrat sodelujemo s temi uvozniki ali pa uvozniki alkohola pa surovin, ko v bistvu pokličejo mene, pa rečejo, že mi smo pripeljali v Slovenijo ta pa ta sadni pire, ali pa imamo ta pa ta alkohol, mi bi radi, da ti nam to spraviš v take okuse, da bomo mi to pol ponudili gostincom, da bojo znali zmešati. Da oni že naredijo koktel karte, da se sestav. Tam malo najlažje, če mi pogledamo regijsko, recimo, da rečemo, mi imamo rum, kva rase v bližini, kva rase na istem teritoriju kot rum, kava, čokolada, gremo lahko v to smer, ta stvar je varna. Tukaj nimaš kaj zafrkant. Te stvari pašejo skupaj. Zdaj pač razmerje pa količino, to moraš malo probati, malo dobiš občutka, pol augen mas. Kar se pa tiče pol, če hočeš pa neko malo bolj odbito stvar, pa rečeš, jaz bi pa rad pripravil nek naš sadjevc, tak v tej smeri, da ga lahko ponudil v Mehiki. Pa iščeš te ekstreme, dodatne sestavine, recimo ne predstavljamo si, da bi nekdo koktel uporabil sok rdeče pese, pa ga mi tudi uporabimo, da nam je sladkor, sladiš z medom, to je nekaj čisto normalnega. Tako meni so všeč te, da res malo probaš. No? In koliko časa potem traja od ideje do končne podobe koktejla? V resnici, ko mene nekdo pokliče pa reče, jaz rabim koktel, jaz že malo pogooglam, malo pogledam, malo po glavi, pobrskam, in v bistvu je bolj, da imaš en teden cajta za razmislek, da si ti tudi sestavine pripraviš, da nabaviš, da greš malo pogledat po policah, velikrat se spomniš neki, ki greš na dopust, neki srečeš, rečeš, to hočem probati. In
polka si enkrat prepraviš, imaš ti v enem dnevu, mislim pač v parih ur, 3-4 urce, če si noter se zakoplješ, pa če imaš stvari prepravljene, nam je lahko, ko stopiš v šank, pa imaš vse pri sebi. Narediš, pa določiš kozarc, tudi glede na to, kam bo ta koktel šel. A boš zdaj šel ti na nek dogodek, kjer bo 500 ljudi, pa rabiš ti teh kozarcev 1000, ali rabiš to samo za fotografijo, pa imaš lahko en malo bolj poseben kozarc, pa imaš 3 dost za fotkanje, ampak ja, v tej smeri, no. In potem prideš na prizorišče ti s svojim mobilnim točilnim pultom, pa poskrbiš za tisto pravo popestritev, pa za razvajanje brbončic. Mimogrede, koliko prej te je treba pocukati za rokav, pa vprašati, kako si z datumi in s časom, glede na to, da si kar precej zaposlen, kolikor vem. Ja, v bistvu te datumi so zanimivi, kako bi rekel. Lahko ujameš enega, ki je že naslednji teden petek frej. Primer, lahko pa te pokličejo pa rečejo, čez 2 let imam to pa rečeš, sorry, jaz sem že zaseden. Kaj eni razmišljajo naprej. V teh letih sem si nabral tudi kar nekaj agencij, organizatorjev dogodkov, ki sodelujejo z mano in taki znajo do časa rezervirati, povejo. In to so dogodki, ki so 100%. Mi vemo, da če imaš poroko takrat, da je to 99%, da bo. In zaradi tega meni tudi lažje pol take dogodke oddelati. Ker siguren ti veš, koliko gostov bo, veš kdaj bo, veš koliko prej prideš in greš, oddelaš in se vrneš. Mi velikrat v petek zmešamo po 500,000 koktelov, ki jih v bistvu v lokalu moraš ti kar nekaj časa brcati za to, da to dosežeš. Ampak samim rezervacijam terminom je pa tako, da moraš probati, še vseeno imamo pa še druge fante, ki tudi že kar dobro vzdušje pripravijo, dobre koktele mešajo, tako da lahko se za vsako priložnost najde kakšen, da vam polepša tisti piknik ali pa praznovanje, obletnico, poroko ali pa neko filmsko zabavo, team buildinge, tukaj je neomejeno. Tako z zmešanimi koktejli po preverjenih recepturah, ki jih pripravijo ti oziroma tvoji fantje, ali pa tudi to možnost ponujaš, čeprav vem, da prideš na zabavo, pa potem v duhu team buildinga recimo tudi potem sami gostje mešajo koktejle. Ja, v bistvu smo pripravili neko delavnico, ki jo izvajamo že več let, kjer prav udeleženci narežejo sadje, točijo koktele, se skozi to delavnico nekaj naučijo, probajo mešati in na koncu delavnice tudi v bistvu skupine tekmujejo med sabo in zmešajo koktel, ki recimo ime podjetja ali pa ime tistega dogodka, kjer se udeležijo te delavnice. S tem delavnicam predvsem približamo gostom ta neznani svet, da vejo, za kva toliko cajt traja, da dobiš ti koktel, da to ne mora biti tako hiter, kad vzeti stekleničko iz hladilnika, za kva ima en cel led, za kva ima en drobljen led, za kva ima en je v kozarcu na 5 slojen, pa v nizkem kozarcu. Za te stvari skozi delavnico zvejo, se nekaj naučijo, še vse je pa to neko prijetno druženje, ki ga pol v bistvu koristno uporabijo na svojih druženjih. Kasneje, če mu pa ne paše, če ti pa to ni blizu, pa pač si se imel sam fajn en večer in je to. Tako, pa lahko poskusi mešati verjetno koktejle z alkoholom, ne nazadnje pa poskrbite tudi za tiste, ki alkohola ne pijejo, ne, tudi brezalkoholni koktejli so zdaj že prava paša za oči in tudi za borbončice. Ja, brezalkoholni koktejli so v bistvu so zelo popularni, začeli se razvijati tudi, ne vem, kako bi se izrazil, brezalkoholni alkohol. Vsi smo slišali že za brezalkoholni džin, ki gre v bistvu za aromatizirano vodo z destilacijo. Ampak zakaj je to tako modern, zakaj je prišel od teh moktelov, danes rečemo, prej smo rekli virgin koktel, če je bil nek mojito, pa spomnil virgin mojito, je pomenil, da je brezalkoholen, danes so začeli moktel. To je bolj zaradi te amerikanizacije, zaradi služb, ki so čez cel dan, ki začnemo ob 9 zjutraj in gremo nazaj ob 7 zvečer in so ta kosila ob enih, branči so ratali moderni in takrat te poslovni partnerji ali pa sodelavci greš ven, ne moreš lih piti alkohola in si prvošiš pa vse nekaj, ki je malo drugač, ki je po okusu drugač, ki zgleda drugač in to spiješ v roku službe in pol se vrneš nazaj na delo skoncentriran in takrat moraš biti. Zaradi tega so te kokteli, pa brezalkoholni kokteli toliko porastu, no? Zaradi ritma. Tako, in pridejo prav za malce crkljanja, hkrati pa ti dajo tudi en tak energijski puš za delo naprej. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica.
Ja, še vedno so odprta vrata Sorine radijske klepetalnice v družbi Anžeta Tomšiča, barmana, s katerim spoznavamo malce drugačen svet pijač in crkljanja naših brbončic. No, prejle sva že kar nekaj povedala o koktejlih, o zgodovini, o pripravi, tudi imenih. Zdaj pa, da ne bova samo teoretična, ne, tudi praktično se da koktejle, ki jih ti ustvarjaš, poskusiti, in sicer v grajski kavarni v Škofji Loki. Že kar nekaj časa razvajaš goste tam gor na gradu. Kako se imate nad mestom? Ja, mi se imamo super, veliko boljš kot gosti, jecam se, ampak ja, ni kar nekaj časa, v bistvu smo 3 leta, lih 3 leta, je zdaj 3. leto mineva, odkar smo na Škofjeloškem gradu. Lokacija je toliko idilična, da mene kar srce bolelo, zakaj se tukaj ne dogaja nekaj malo več, vmes v tistem času, ki je to malo zamrl. Se pa pristopili smo k stvari resno, obnovili, zrihtali, kakor se po našem okusu da lepo zrihtati. Ponudbo smo dodelali, pa nas lahko res probate neke stvari malo drugačne, koktele, cold brew kave. Niso zdaj to neke stvari, ki se jih ne bi dal narediti ali pa delati, ampak še vse te stvari, ki se jaz naučim s tem, ko grem delati ven izobraževanja za druge, z vsega lokala se nekaj še jaz naučim. Vse te ideje, ki vidim v teh letih, ki sem jih videl, ki sem delal pogostitve in ostale stvari, poskušam pripeljati sem, vsaj ta dobre, ta slabe pustim tam. In v bistvu sem ful vesel, zadovoljen, kako smo Ločani sprejeli to lokacijo, lokal, dogajanje, koncerte, program, ponudbo, kako se razumemo s personalom. V bistvu nimam kaj jamrati, kaj ne rečem. Je en tak poseben grajski utrip tam gor nad mestom, ki ga velja preizkusiti tudi v praksi. Če rečeva zdaj kakšno o koktejlih, takole, ko človek odpre Facebook stran, se mu kar pocedijo sline, kaj vse pa lahko na gradu poskusimo. Dejva zdaj malce z imeni operirata, veš, da bo bolj privlačno, da bomo večkrat vzeli pot pod noge pa prišli gor k vam. Ja, glavna stvar, ta prva stvar, glavna je grajska kava. Grajska kava je cold brew kave s karamelo, vanilijo, malo ruma dodamo, smetano povrh, to je neka taka različica nekega espresa, martini espresa kot koktejla. Je to res moja receptura, uporabljamo loka kavo za pripravo te kave. Smo probali narediti nekaj malo drugačnega, s tem sem poskušal gostom, da tudi kava je dogodek. Kava ni, mi ne gremo nekam zaradi tistega, ima par gramov kofeina, kar rabimo, gremo zaradi družbe, zaradi razgleda, zaradi časa zase. In s to kavo si lahko ustvarite en tak lepe trenutke, komod posediš 20 minut na sončku, ali pa pač zdaj bo malo senca bolj pasala. Poleg grajske kave imamo mi še kar nekaj koktejlov, ki so pač naši hišni, naše recepture. Ne morem več reči moje, ker zdaj personal že toliko vključen, da pač punce odkrivajo, mešajo, dodajajo stvari. Imamo tudi enega fanta, da ga nam zdaj pozabo na anga. No, nikar. In te naše recepture so pa take malo bolj odbite, dodane. To so koktejli, kot sem že prej omenil, aromatizirani z maščobo, ali so klarificirani v mleku, s sirotko, ali so zanimivi okusi. Zdaj imamo lih noga za rašidi, da je rašidovo maslo noter, da imamo poleg koktejlov, ki so že itak, mojito, Tom Collins, Sex on the Beach, Pina Colada, vsi te svetovno znani koktejli, da imamo poleg teh koktejlov tudi res nekih hišnih, ki so pa ekstremno drugačni. Kakšna so njihova imena, da vemo, kaj moramo probati? Pinch of Salt, Basil Bliss, Clear Mojito je različica prozornega mojita. To je to, pistacije, sploh ne vem, kaj smo zdaj rekli. Dobro, bomo preverili sami. Zdaj prej si že omenil loka kavo, omenil si lokalne sestavine, ki so ti pomembne tudi pri koktejlih. A kakšen čisto, ne vem, loški, polanski, sevški, kakšen tak koktejl zdaj že obstaja v ponudbi sami ali se še kreirajo v glavi?
Ja, zdaj si me malo spodbudila, bomo mogli res nekaj narediti čisto ložga. Nimamo še, ampak je kar dobra ideja. Ja. Morda tudi za prihajajoče poletne večere, zdaj le z mesecem majem se začenjajo. Kaj prinašajo na Loški grad, kaj prinašajo v Grajsko kavarno? Ja, letos imamo te grajski večeri, so koncerti ob četrtkih, akustični koncerti. To se je res lepo prijel, kako ne rečem, in ves glasbeni zbor je že znan na grajskakavarna.si, na naših Facebook stranih, Instagramu. Začnemo s Tomažem Domicelijem 23. maja. Vsi te koncerti so taki butični, intimni, lepi, sicer ful računamo na vreme. Ja, s tistim tam zgor bo tudi treba zmešati kakšen tak ta prav četrtkov koktejl, ne? Ja, v glavnem program je vsak let bolj zanimiv, vsak let je bolj pester in vsak let gremo eno stopnico gor, kar mi je ful všeč, da so tudi naši gostje to z veseljem sprejeli, da se res radi podružijo v četrtkih, pa da res lahko pripeljemo neke zdaj že res kvalitetne glasbenike na naš odrček. Ker te koncerti so vsi tisti, ki se dogajajo prav pri nas v kavarni, poleg vseh tistih koncertov, ki se pa dogajajo na Grajskem dvorišču ali pa vrtu. In tudi ti vaši koncerti, ne samo, da so vsako leto bolj polni, tudi vsako leto zahtevajo prej rezervirati oziroma kupiti vstopnico, ne? Ja, vse vstopnice so že na voljo, zdaj smo se tudi mi že malo naučili, kako se te stvari streže. Vstopnice so vse na voljo, vse se da že kupiti zdaj. Če je dež, dobite, se denar vrne, tako da ni nobenega strahu. Zmer je rezerven datum, da se lahko koncert izvede. Nam je cilj, da se koncerti izvedejo, ne da samo odpadejo. In ja, v bistvu je to že kar dosti organiziran. In skrajni čas, da pridemo čim prej na grad. Zdaj, če se je včasih reklo, da je povabilo na kavo spremenilo največ življenj, ne? Lahko zdaj rečeva, da bo v nadaljevanju povabilo na grajski koktejl zagotovo skoraj da enako, če ne bolj usodno od tistega na kavo. Ja, no, lahko se začne s koktejlom, lahko se konča s koktejlom. Ne bi pa rad, da koktejl ostane nekaj v glavi naših gostov, nekaj taka, kaj samo se napiješ in greš. Koktejl lahko neka dobra kulinarična izkušnja, spiješ, probaš, uživaš v različnih okusih. Ni to samo tako, kad si večina predstavlja, da reče, da so pa to neke pisane, poceni stvari, ki so včasih delali, pa malo modre, malo rdeče, pa gremo na glavo. Ampak mi je bolj cilj, da probamo, da damo malo več, za malo boljšo recepturo, boljšo izkušnjo in vseeno odgovorno uživamo ta alkohol, ker nam lahko da res širok spekter okusov, dobre stvari, lahko res probamo, uživamo v tistem trenutku, ni treba, da ga zlorabljamo. Tako, da nas potem boli glava, ampak da v naši glavi ostanejo lepi spomini in želja po raziskovanju novega, drugačnega, tudi v dobri družbi in ob unikatnih koktejlih izpod tvojih rok oziroma izpod rok tvoje ekipe. Minute se nama iztekajo, morda še kakšna ideja, kakšna želja za naprej? Ja, tole res hiter minil. Jaz vem, da bi vam lahko še res veliko povedal, pa da sem še polovico stvari pozabil, ko vse sem si zamislil, da bom. Ampak jaz rad zaključim naše druženja in pa take delavnice, ki izvajamo, pa to, da rečem, naj se vam dobro meša. Če se dobro zmešamo, tudi je dobrega za spiti in uživati s tistimi najbližjimi, ne pozabiti na cajt na njih, seveda v dobri družbi koktejlov. Tako, naj se torej dobro meša, vsem nam naj se posebej dobro meša, tudi tebi, in če nama je danes zmanjkalo časa, ga bova zagotovo še našla in uspešno zmešala v še kakšen klepet. Zdaj pa še nekaj okusa po grajskih večerjih, poseben gušt prihaja na naše valove, vi pa ostanite z nami. In se vidimo v grajski kavarni v družbi Anžeta Tomšiča.